Že dobrih 50 let znanstveniki vedo, da nekje v temačnih globinah vesolja, daleč stran od varnega zavetja naše galaksije, ždi pošast, ki nas počasi, a neprestano vleče k sebi. Vse v vesolju se neprestano premika. Odkar je naše vesolje nastalo pred dobrimi 14 milijardami let, se namreč prostor v njem širi, v njem pa kot ribana kaša v juhi plavajo in se vrtinčijo galaksije. Sila, ki povzroča vse to gibanje, je gravitacija. Karkoli že gravitacija je nesporno to, da je privlačna in seže tudi skozi ogromne razdalje. Zaradi nje nam predmeti padajo na tla. Karkoli že gravitacija je nesporno to, da je privlačna in seže skozi ogromne razdalje. Zaradi nje nam predmeti padajo na tla. Zemlja kroži okoli Sonca, Sonce okoli centra naše galaksije, naša galaksija pa, če nič drugega, potuje z neznansko hitrostjo 2,2 milijona km/h skozi vesolje. Toda kam? Pred več kot 40 leti so astronomi ugotovili, da naša galaksija Rimska cesta potuje skozi prostor veliko hitreje, kot so to predvidevali izračuni. Še več, ugotovili so tudi, da se skupaj z njo v isto smer premika še na stotine tisočev drugih galaksij, ki zavzemajo prostor velik na stotine milijonov svetlobnih let. In ko so teleskope usmerili v smer, kamor se vsi skupaj premikamo, so našli nič. Pravzaprav ničesar niso videli, kajti na poti jim je bila prav naša galaksija, oziroma tisti del, v katerem je toliko zvezdnega prahu, da zastira pogled. Po drugi strani pa bi morala biti masa, ki privlači na stotine tisoče galaksij, ogromna in bi jo morali videti vsaj del, pa je ne. Tako so astronomi temu nevidnemu, a domnevno masivnemu objektu nadeli ime Veliki atraktor. Nekaj skrivnosti tega nevidnega stvora pa so astronomi vseeno lahko razkrili. Danes vedo, da je vesolje urejeno, hierarhično. Galaksije v njem se združujejo v tako imenovane jate, te pa še v večje strukture imenovane superjate. Tako je tudi naša galaksija samo del velike skupine oziroma jate galaksij. Galaksije v njem se združujejo v tako imenovane jate, te pa še v večje strukture imenovane superjate. Tako je tudi naša galaksija samo del velike skupine oziroma jate galaksij, ki so združene v superjati, imenovani Laiakea, v njej pa je okoli 100 tisoč galaksij. Pa tudi Laiakea je samo nekakšna roka na še večji, pravzaprav gigantski strukturi, ki za zdaj še nima imena. In vse te velike strukture se premikajo in imajo zato seveda nekakšno težišče tega gibanja. In veliki atraktor po mnenju astronomov predstavlja prav to težišče. Tako pravzaprav ne gre za objekt, pač pa za prostor, pravijo. Vendar se vsi s tem ne strinjajo. Nekateri astronomi še vedno menijo, da je veliki atraktor v resnici objekt, v katerem je zgoščena gigantska masa, ki privlači Laiakeo. Svoje prepričanje utemeljujejo na dejstvu, da v vesolju obstajajo tudi druge, sicer zelo manjše zgoščene mase z veliko gravitacijsko privlačnostjo. Poznamo jih kot črne luknje. Je torej možno, da je tudi veliki atraktor v resnici velikanska, pravilneje rečeno zelo masivna črna luknja? Po zadnjih izračunih naj bi bil veliki atraktor oddaljen okoli 400 milijonov svetlobnih let od nas. Če imajo prav znanstveniki, ki trdijo, da gre samo za območje, potem do velikega atraktorja nikoli ne bomo prišli. Če pa imajo prav tisti, ki menijo, da gre za velikansko črno luknjo, potem se lahko zgodi, da jo v resnici nekega dne srečamo. In takrat bo njena gravitacija našo galaksijo verjetno razmetala po vesolju, v najslabšem primeru pa požrla. Vendar se to ne bo zgodilo prej kot v naslednjih 10 milijardah let.